Noč nogometnih kraljev na Ptuju, Free Kick Masters 2005. Ptuj, mesto stoterih vrat, rečnih odsevov, srednjeveških zidov se z gradom živahno ogleduje v umirjeni gladini Drave. Tod so domovali vitezi in grajske gospodične. Ptuj je mesto muzej, kulturna zakladnica tisočletij. Arheološki predmeti, najdeni na območju Ptuja, pričajo o tem, da so tod živeli ljudje že sredi prve polovice 2. stoletja pred našim štetjem. Med najvrednejše spomenike zagotovo sodi Orfejev spomenik iz 2. stoletja. Tu, na stičišču vzhoda in zahoda, so se srečevali vojaki in trgovci. Menjavala so se ljudstva in navade. Na Ptuju sta dva pomembna samostana, dominikanski in minoritski, oba iz 13. stoletja. Tako dolgo, kot so na Ptuju minoriti, je staro tudi ptujsko kletarstvo, saj so bili minoriti znani in odlični kletarji. Ptuj je mesto položeno v čudovito, valovito pokrajino haloških gričev in goric, kjer v kleteh zorijo najboljša vina z izredno aromo in žlahtno cvetico. Tu domuje tudi najstarejše slovensko vino, Zlata trta 1917. Ena najlepših stavb v mestu je gotovo mestna hiša. Na Ptuj ljudje vedno radi prihajajo, posebno še ob znanih sejmih, kot sta Katarinin in Ožbaltov sejem. Na mesto, kjer so se nekoč v zavetju patricijskih vil kopale bogate Rimljanke, danes termalni izviri ptujskih term rojevajo zdravje. Stopite v mesto stoterih odprtih vrat, Ptuja, zakladnice tisočletij. Noč nogometnih kraljev na Ptuju, Free Kick Masters 2005. Tednik športne novice. Odkrite svet športa pred domačim pragom. Vse nogometne lige, vsi športi, aktualne novice in reportaže, ekskluzivni intervjuji in nagradne igre, študentski, šolski in rekreativni šport. Tednik športne novice, že pri vašem prodajalcu časopisov. Noč nogometnih kraljev na Ptuju, Free Kick Masters 2005. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Ptuju. Tukaj je v torek in sredo potekalo tekmovanje Free Kick Masters 2005 oziroma Noč nogometnih kraljev. Na tekmovanju smo Slovenci izbrali oziroma dobili svojega najboljšega izvajalca prostih strelov, ki nas bo decembra v Amsterdamu zastopal na svetovnem prvenstvu. Kaj vse se je dogajalo, sledi v naslednjih 45 minutah. Najprej pa se selimo v torkov večer, ko so nogometaši obiskali vinsko klet na Ptuju. V lokalu Evropa na Ptuju pa smo izžrebali skupine, v katerih so tekmovalci se na to pomerili in izbrali Miss Drave 2005. Torkovo nogometno dogajanje na Ptuju se je pričelo z zbiranjem nogometašev in ostalih prisotnih na tekmovanju, ki so se na to najprej podali ogledati ptujsko vinsko klet, ki spada med največje in najstarejše v državi. Prijazni voditelji, ki so jih vodili skozi klet, so jih na to povabili še na degustacijo vin in naša ekspedicija se je seveda z veseljem udeležila. Jaz bi unega še druga proba, ne? Robi, če res tako dovolj. Robi, ti greš domov? Pač ja, do Rogatca, nekje približno 35 km, strmih, Tibo, in tukaj dastajo naše najboljše vino. Eno izmed njih je tudi riznik. Vlivami kisline in 11,5 odstotki alkohola. Ja. Lahko karton? Dobro je. 1200 letih. 1200 letih. Pot nas je kasneje vodila v kavarno in pizzerijo Evropa na Ptuju, kjer smo izbirali prvo Miss Drave in izžrebali skupine s po 4 igralci in vratarjem, ki so se na to v sredo med seboj pomerili za veliki finale Free Kick Mastera 2005. Ocenjevalna komisija, sestavljena iz nogometnih zvezdnikov, je na izboru za Miss nogometnega kluba Ptuj lahko izbirala med 8 dekleti. O tej koncentrirani lepoti tukaj v ptujskem lokalu niste ravnodušni, da boste nogometaši bili obraz. Tako je, in da drugi uživate v pogledu. Ekonomska tehnica, rada pa ima rolanje kolesa
skaljanje, raketstva, lenarjenje, kot je zapisana, in aerobika. Maja Bunderla, 21-letnica iz Maribora. Zmagovalka izbora in s tem tudi promotorka kluba je postala simpatična Ormožanka Ines Juranović, njeni spremljevalki pa 21-letna Maja Bunderla iz Maribora ter 19-letna Karin Kenda iz Vidma pri Ptuju. Ines, čestitke za zmago, postala si prva mis NK Drave. Kako to, da si se prijavila na tekmovanje? V bistvu me je poklicala gospa Majda Goznik iz Štajerskega tednika in sem prišla. Dobro, zdaj te čaka en kup obveznosti, postala boš promotorka nogometnega kluba Drava, dobila si tudi letno vstopnico za tekme, te bomo sedaj pogosteje srečevali na nogometnih stadionih. Ja, vsekakor. Pa glede na to, da si misica nogometa, o nogometu veš kaj? Nekaj vem. Naprimer, če te vprašam čisto osnovno, koliko igralcev je na terenu? 11. Na vsaki strani? Na vsaki strani. Okay. Ines, veliko sreče pri tvojem delu in upam, da bo Drava veliko zmagovala v tvoji pomoči. Ja, jaz tudi upam, to si želim. Prireditev, ki jo je v kavarni Evropa spremljalo veliko število ljudi, sta popestrila glasbena gosta, Denis in Gorazd Ademović. In verjetno tudi eden najbolj prepoznavnih navijačev domačega kluba. Vrhunec večera pa je bilo seveda žrebanje skupin za sredin Free Kick Masters 2005, ki je odločal o tem, kateri slovenski nogometaš bo Slovenijo 30. decembra letos predstavljal na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu. Delilec sreče je bil tokrat Nastja Čeh, ki si je že avtomatsko zaslužil nastop v velikem finalu, saj se je lani iz svetovnega prvenstva vrnil kot 4. najboljši izvajalec prostih strelov na svetu. Za njim pa so ostala tudi imena kot na primer Zinedine Zidane. Žreb je določil 3 skupine. V skupini A so ob vratarju Robertu Sragi pristali še Darko Đukić, Sead Zilić, Amir Karić in Martin Pregel. V skupino B je Nastja izžrebal vratarja Aleksandra Šeligo ter nogometaše Dražena Žežlja, Ermina Rakoviča, Simona Sešljarja in Miko Pitamica. Tako je ostala le še skupina C, v katero so padli Aleš Čulac, Mišo Brečko, Damir Pekić in Aleš Čeh, na vratih pa postal Mladen Dabanović. Torkovo popodansko in večerno druženje se je tako v prijetnem vzdušju počasi bližalo koncu, a v zraku je že bilo čutiti napetost pred sredinimi odločilnimi boji. Takšno je bilo torej torkovo dogajanje na Ptuju. No, šele zares pa se je začelo v sredo, ko so se nogometaši tukaj na mestnem stadionu Ptuj pomerili v izvajanju prostih strelov. Kako je bilo in kdo je zmagal, pa sledi v naslednjih minutah. Noč nogometnih kraljev na Ptuju. Free Kick Masters 2005. No, ampak tudi sreda se ni kar takoj pričela v tekmovalnem vzdušju. Z nogometaši smo se namreč pričeli družiti že dopoldan, ko nas je na obisk povabil ptujski župan gospod Štefan Čelan. Župan mesta Ptuj je vsem sodelujočim podaril priložnost na spominska darila. Posebna čast pa je doletela Nastju Čeha, ki je prejel posebno nagrado kot najboljši športnik Ptuja. Gospod župan, Ptuj je doletela ta čas, da prvič v Sloveniji gosti Free Kick Master 2005, tekmovanje, kjer se bodo pomerili najboljši slovenski nogometaši. Kako to, da ste dobili to priložnost? Ja, torej, brez muje še se čevelj ne obuje, se reče, torej bilo je potrebno nekaj aktivnosti, da nam je uspelo to pripeljati na Ptuj. Osebno sem seveda izredno počaščen in zadovoljen, da se ta dogodek odvija v naše mesto in upam seveda na najboljše, torej, da bomo danes doživeli lepo športno tekmo in da bo seveda tisti, ki bo pač najboljši, zmagal in se uvrstil na svetovno prvenstvo v Amsterdam. Kaj prireditev pomeni za mesto Ptuj? Slišali smo že, da razmišljate tudi o tem, da bi prireditev tukaj postala tradicionalna? Ja, torej z izgradnjo te športne infrastrukture v našem športnem parku, ki jo sedaj dograjujemo, vsi seveda želimo, da bi ti objekti bili večnamenski, večfunkcijski, torej da bi se na njem odvijali športi, številni športi in seveda tudi to vrstne prireditve. In jaz upam, da bodo organizatorji in tekmovalci prisluhnili naši želji in da bi to res
postalo tradicionalno srečanje. Ptujčani imate tisto najbolj vroče železo v ognju, Nastja Čeha, boste stiskali pesti za njega? Ja, absolutno, Nastja je naš favorit in mi smo prepričani, da bo on zmagovalec danes. Pot nas je nato z starinskim avtobusom, ki je bil mimogrede med drugimi tudi glavna zvezda filma Ko to tam opeva, vodila do gostilna Ribič, kjer smo se vsi skupaj še zadnjič pred velikim dogodkom okrepčali. In potem je končno sledilo tudi tisto, zaradi česar smo vsi skupaj pravzaprav tudi prišli na Ptuj. Noč nogometnih kraljev oziroma Free Kick Masters 2005. Kakšnih 1000 gledalcev je napolnilo mestni stadion Ptuj, ki je v teh dneh sicer doživljal prenovo in povečanje kapacitete. In potem je šlo zares. Vsak nogometaš je imel na voljo po 10 strelov, po 3 iz razdalje 18, 21 ter 25 metrov, ter še dodaten zlati strel, katerega pozicijo je lahko izbral sam. Povejmo še, da so zadetki iz 18 metrov šteli 6 točk, iz 21 metrov 8, zadetek iz razdalje 25 metrov pa 10. Točko pa je strokovna komisija pripisala tudi igralcu, ki je zadel vratnico. Kot prva sta na teren stopila vratar skupine A Robert Sraga ter Darko Đukić. Ločeval pa je seveda živi zid, ki so ga tvorili mladi upi Aluminija. Kot boste lahko videli v nadaljevanju, so morali fantje imeti za to opravilo tudi precej poguma. Poglejmo torej, kako je streljal Darko Đukić. To je bil prvi gol za Darka Đukića. Ne skoparite za zruba 18-metrovskega prostora poskusil tudi v drugo. Prvič je osvojil 6 točk, tudi drugi gol. Še enkrat 6 točk. Darko si je priboril oziroma pristreljal 2 zadetka iz 18 metrov, kar je pomenilo, da si je prislužil 12 točk. Drugi v skupini A je bil domači adut Sead Zilić, ki pa mu tokrat, kot boste lahko videli, ni šlo najbolje od rok ali, če hočete, od nog. Prvi strel je bil žal. Tudi tretji poskus ni bil uspešen. Zastrelil je namreč prav vse svoje poizkuse. V tabeli ob njegovem imenu bodo tako zapisali ničlo. Tretji je streljal Amir Karić, zagotovo prvi favorit skupine in zagotovo tudi eden najboljših slovenskih izvajalcev prostih strelov. Amir je na terenu potrdil svoje kvalitete in si z 2 zadetkoma in kar 3 zadetimi vratnicami prislužil 21 točk. In manj kot je prvi strel iz 25 metrov. Bravo. Kot zadnji v tej skupini je nastopil Martin Pregel. Martin, ki je v pretekli sezoni svojo nogometno pot nadaljeval na Cipru, si lahko pot v finale preigra, če premaga Karića, ki je zbral 21 točk. Streljal je odlično, a 2 zadetka in 18 točk ni bilo dovolj za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje. Na lestvici te skupine je bil najboljši Amir Karić z 21 točkami. Pregel jih je zbral 18, Đukić 12, Zilić pa je ostal brez njih. Vratar Robert Sraga, ki je prejel 6 zadetkov, pa je v svojo tabelo upisal -24 točk. Skupina B. V tej skupini je prvi proste strele izvajal Dražen Žeželj, igralec Primorja.
Žoga je tokrat končala v živem zidu. Dražen je bil podobno neuspešen kot Zilič in ostal brez gola, brez vratnice in posledično brez točk. Drugo pozicijo v skupini je žreb namenil Erminu Rakoviču, zdaj že bivšemu nogometašu Mure. Lepo zdrav velja tudi njemu, doktorju Štefanu Čelanu. Ermin, ki sicer slovi kot odličen eksekutor, je tokrat zadel le vratnico, medtem ko mreže Aleksandra Šelige ni uspel zatresti. Prvi poskus Ermin Rakovič. Žoga je tudi tokrat. Tudi v tretjem poskusu z 18 metrov. Tokrat je žoga zadela vratnico, ena točka za Ermina Rakoviča. Naslednji, ki ga je poizkušal premagati, je bil njegov klubski kolega Simon Sešlar. Tokrat je bil uspešno še Aleksandar Šeliga, ki je iz 21 metrov pa Simon Sešlar, ki je v tretje nizak v skupini B. Žoga poletela visoko, skoraj pred blatom. Miha Pitamic, nogometaš Maribora Pivovarne Laško, slovi kot igralec zelo močnim udarcem in verjemite mi, da fantom v živem zidu v teh trenutkih ni bilo lahko. Miha je iz prvih 9 poizkusov dosegel zadetek, ter tako je že bilo jasno, da se bo uvrstil v finale. Miha je zato ugodil skandiranju publike in za zlati strel izbral največjo možno razdaljo 30 metrov. Vratarja Šelige mu sicer ni uspelo premagati, a za to potezo je bil nagrajen z velikim aplavzom. Pogled na lestvico skupine B razkriva, da je zmagovalec, kot že rečeno, postal Miha Pitamic s 6 točkami. Sledijo pa mu Rakovič, ki je zbral 1, ter Žeželj in Sešlar, ki sta ostala brez točk. In smo že pri zadnji polfinalni skupini, skupini C, katere vratar je bil Mladen Dabanović. Kot prvi je v tej skupini streljal Alen Ščulac. Njegovi streli niso našli željenega cilja in ostal je brez točk. Mladen Dabanović je obranil tudi tale strel, nevarno proti golu, ampak pravočasno. Ščulac poskušal drugo, tudi tokrat je žoga končala v rokah. Tudi tokrat je bila žoga previsoko v zraku. Žoga je tokrat končala v živem zidu, ali pa ga vsaj oplazila. Tudi tokrat je žoga končala v živem zidu. Tudi zlati strel je bil zastreljen, visoko v zrak. Žoga je odletela, nastopa za to, da bi se potegoval med najboljšimi. Drugi na listi strelcev je bil Mišo Brečko, član nemškega Hamburga. Mišo je vknjižil popolnoma enak rezultat kot njegov predhodnik, torej je ostal brez točk. Sodniški žvižg Robija Šegula pa po naznanju pričetek
zadnjega dela tega tekmovanja Miša Brečka. Tudi to. Tudi tokrat je Mladen Damanovič uspešno branil strel z 21 metrov. Žoga odletela preko gola. Drugi poskus za Miša Brečka z 25 metrov, Mladen Damanovič pa brani. Tudi tokrat je žoga odletela preko gola, Miša Brečko ni osvojil niti ene točke. Tretji, ki je poizkušal premagati Damanoviča, je bil občasni reprezentant Slovenije Damir Pekić. Tudi Damir bi lahko dejal, da to ni bil njegov dan, saj je bil že tretji tekmovalec v tej skupini, ki ni uspel zatresti mreže. Še tretja ničla torej. Tudi tretji strel z 21 metrov. Prvi strel z 25 metrov je bil previsok. Drugi strel z 25 metrov. Tokrat lepa akcija Mladena Damanoviča, žoga pa na srečo. In tudi tokrat previsoka žoga spet Aleš Čeh. Kot zadnji v polfinalu je tako na sceno stopil mlajši brat Nastje, Aleš Čeh. Za finale bi mu teoretično zadostovala že zadeta vratnica oziroma 1 točka. Zadetkom iz 18 metrov si je Aleš prislužil 6 točk in s tem tudi nastop v finalu. Lep gol in prvi 6 točk za Aleša Čeha. 6 točk že ima in po vsej verjetnosti, če ne bi bilo znajle uspešnega vratarja Mladena Damanoviča. Lepa akcija Mladena Damanoviča, ki je žogo. Tokrat pa občutno previsoka žoga, da bi bila vrata ogrožena. 6 točkami je postal zmagovalec te skupine, za njim pa so brez točk ostali Brečko, Pekić in Ščulac. Imeli smo torej finaliste tekmovanja Free Kick Masters 2005. To so bili Amir Karić, Miha Pitamic, Aleš Čeh in kot neposredno uvrščeni Nastja Čeh. Noč nogometnih kraljev na Ptuju. Free Kick Masters 2005. Pred sklepnim delom tekmovanja Free Kick Masters 2005 je bila odigrana tudi prva humanitarna tekma Sports Memories v spomin na tragično preminule športnike. Tekma se je tako pričela z minuto molka. V ekipi Zvezde športnih novic so nastopili v vratih Martin Pregel, v polju pa Križan, Breznik, Gajser, Šeliga, Aleš Čeh,
Matjašič, kapetan Nastja Čeh, Kmetec, Pekič in Sešlar. Za ekipo Sport Memories Team pa so zaigrali v vratih Sraga, v polju pa Brečko, Dabanović, Đukić, Zilić, Raković, Karić, Pidži, Pitamic, Žeželj in Ščulac. Videli smo lahko zanimivo igro in 8 lepih zadetkov, po 4 na vsaki strani. Ideja Sport Memories prihaja iz Slovenije in so jo že podprli med drugimi tudi nekateri olimpijski zmagovalci, FIFA, UEFA, angleški dvor, nemški kancler in slovenski olimpijski komitej. Prvi spomenik tragično preminulim športnikom bo najverjetneje luč sveta zagledal prav v našem najstarejšem mestu. Torej, gospoda trenerja ponavadi ni v navadi, da me tekmo delamo intervjuje, pa dobro, danes je ena taka posebna priložnost. Free Kick Masters 2005, kako se vam zdi ideja sama? Ideja odlična in tudi, če rečemo temu, gledalci so podprli in tudi medijska je podprta in pričakujem, da bo iz leta v leto boljše. No, ena zadeva je, da je praktično prvič pri nas in sigurno, če bi bilo na samih streljanjih še več uspešnosti, bi bila stvar še veliko boljša, je pa ideja prava in v vsakem primeru je treba razvijati. Lani smo Slovenci imeli Nastjo kot svojega predstavnika, bil je 4. na svetu, tudi letos ga bomo imeli, pa sicer je to prirojeno nogometašu, izvajanje prostih strelov, da se to treba naučiti. No, ena zadeva je le v človeku, ima to ali nima, druga stvar je pa, da je potrebno to veliko vaje, da to izpiliš in potem pač postaneš vrhunski mojster v tem, tako torej eno od drugega ne gre. Isto bi povedal, to se pravi, je nekaj v osnovi, to se pravi v njegovih genih, v njegovih seveda sami tej zadevi, drugo pa je, da pa je trening tisti, ki pa nadgradi zadeve. Mislim, da se v Sloveniji dosti premalo trenira. Tudi, če gledamo prvoligaške nogomete, dosti premalo se posveča temu treninga, da bi igralci seveda določeni, ki imajo to kvaliteto, to izpilili do konca. Pa če pustimo danes tu to tekmovanje, če bi mogli sami našteti 3 najboljše slovenske izvajalce prostih strelov, bi to bili? Ne, vsekakor Nastja Čeh, Amir Karić in pa za tretjega bi se verjetno težko odločili. No, prva dva sta sigurno ta prava, verjetno pa tretji bi lahko bil Mila Činović v tem trenutku. V vsakem primeru je pa verjetno najboljši mojster vseh bil pa Zlatko Zahović. To pa drugo. Hvala lepa. Najboljša je in za borbo se igra pravo, naj igra se le na zmago in naj se sliši in naj se ve, da enka drava najboljša je, mi smo z vami, zato na glas navijamo! Noč nogometnih kraljev na Ptuju, Free Kick Masters 2005. Tednik športne novice, odkrite svet športa pred domačim pragom. Vse nogometne lige, vsi športi, aktualne novice in reportaže, ekskluzivni intervjuji in nagradne igre, študentski, šolski in rekreativni šport. Tednik športne novice, že pri vašem prodajalcu časopisov. Noč nogometnih kraljev na Ptuju, Free Kick Masters 2005. In potem je prišlo na vrsto tisto dolgo pričakovano finale. Žreb je določil naslednji vrstni red. Miha Pitamic, Nastja Čeh, Aleš Čeh in Amir Karić. Prvima dvema bo poizkušal račune prekrižati Mladen Dabanović, Alešu in Amirju pa Aleksander Šeliga. Finalni boj je tako otvoril Miha Pitamic. Miha je odlično začel ter iz 18 metrov že takoj zadev, no naslednja dva strela iz te razdalje pa mu nista tako dobro uspela.
Iz 21 metrov se je zgodba praktično ponovila. Miha je iz prvega strela zadel polno, nato pa drugega in tretjega ni unovčil. Manj uspešen je bil iz razdalje 25 metrov, kjer sta njegov prvi in zadnji strel zgrešila cilj, medtem ko je drugi udarec oplazil vratnico in mu tako prinesel točko. Sodnikov žvižg na znanje, da lahko Miha strelja. Tokrat pa lep strel, vendar uspešno strelja. Tudi zlatega strela Miha ni izrabil in ostal je pri 15 točkah. Potem pa je na stadionu zahrumelo. Na igrišče je namreč pritekel domači in vse slovenski junak iz Mlinska, Nastja Čeh. Razdalja 18 metrov je Nastji prinesla 6 točk, le enkrat je namreč premagal Dabanoviča. Nekoliko več točk si je prislužil iz 21 metrov, ko je enkrat zadel v polno, drugič zadel okvir vrat, tretjič pa mreže ni zatvesel. Razdalja 25 metrov mu ni prinesla sreče, saj je ostal brez točk. Tudi zlati strel Nastja ni dovolj dobro izrabil, ter si skupno prislužil 15 točk. Sledila je menjava vratarjev. Med vratnice je namreč stopil član publikuma Aleksander Šeliga. Premagati ga je moral, če je seveda želel v Amsterdam, Aleš Čeh. Mlajši Čeh je svoje delo pričel odlično. Ob vsesplošni euforiji na tribuni, saj je član domače Drave, je zadel prva dva strela iz 18 metrov, tretji pa ni našel poti v mrežo. A potem se mu je nekako ustavilo. Tudi drugič, 6 točk tudi v drugo, z 18 metrov, Aleš Čeh. Kapitanic pa 14. Tokrat je bil uspešnejši Aleksander Šeliga, ki je strelil branil. Ostaja še veliko... Zadetka namreč iz razdalje 21 metrov ni dosegel. Tudi ta strel je bil... Podobno neuspešen pa je bil tudi iz razdalje 25 metrov. Drugič, 25. Če je hotel postati zmagovalec, je torej moral zadeti zlati strel. A tudi tokrat ni bil uspešen. Če ga premaga tudi zdaj, potem je absolutno zmagovalec, ampak to moža v uspelo. Tako v svojo 12. Zadnji finalist je bil torej Amir Karič, zagotovo eden izmed favoritov, saj je že v predtekmovanju dosegel največje število točk. Že na 18 metrih se je videlo, da je Amir odličen strelec, saj je njegov strel kar dvakrat zadel okvir vrat. Tretji strel z 18 metrov pa je zadostoval le za eno točko. Tudi na razdalji 21 metrov Amir ni imel sreče. Enkrat je zadetek preprečila vratnica, Amirju pa je živce paral tudi odlični vratar Šeliga.
to pa ni bila stativa. 25 metrov je zagotovo pozicija, iz katere Amir zna zadeti. Toda Šeliga je branil odlično in poskrbel, da je moral Amir pot v Amsterdam iskati preko zlatega strela. Tudi v drugo 25 je Aleksandr Šeliga bil uspešen. Tudi ta priložnost je bila žal najizkoriščena. Zadostoval bi mu zadetek iz 21 metrov, ki bi mu prinesel 16 točk in zmago. Ara, 16 točke! Če Amir Karič zadene z 21 metrov, zlato streli, potem je zmagovalec, veliko več kot pa regularni streli. Amirati in poskusiti. Z vašo pomočjo in aplavzom bomo... Toda Amirju sreča tokrat res ni bila naklonjena. In še sedmič je njegov strel končal v vratnici. Tokrat tudi zaradi odlične obrambe Šelige. Pogled na tabelo torej razkriva, da imamo izenačenje. Miha Pitamic in Nastja Čeh sta namreč zbrala popolnoma enako število točk, 15. Aleš Čeh je zbral 3 manj, osmoljenec dneva Amir Karič pa 3. Nastja in Miha sta se tako pomerila med seboj po sistemu izločanja. Kdor prvi zadene, dobi karto za Amsterdam. Najprej je poizkusil Miha. Prvič neuspešno. Nastja je nato potreboval zadetek in zmaga bi bila njegova. A tokrat ni bil dovolj natančen. Ponovno je na sceno stopil Miha Pitamic. Njegov strel je bil močan, a poti v mrežo ni našel. Nastja je imel tako še eno priložnost za zmago. Strel iz 18 metrov bi moral končati v mreži in Nastja bi postal zmagovalec Free Kick Mastera 2005. In uspelo mu je. Nastja Čeh je tako v finalu ponovno dokazal, da je trenutno med najboljšimi izvajalci prostih strelov v Sloveniji in svetu. Svoje mojstrstvo pa bo poizkusil čim bolje unovčiti tudi v Amsterdamu. Nastja, čestitke, postal si zmagovalec slovenskega free kicka, ponovno se boš pomeril z najboljšimi na svetu, pred domačim občinstvom tokrat. Res, bilo je zelo težko, saj imel sem zelo velike konkurente oziroma same igralce, ki znajo dobro zadeti iz prostih strelov. Predvsem je tukaj udaril za Amir, ni imel sreče, imel je zelo dosti dobrih udarcev, ampak včasih tudi potrebujemo malo sreče za dober rezultat. Lani 4. mesto, letos? To bomo še videli, še pol leta časa. Amir, najprej čestitke, danes odlični streli. Če bi izbirali tistega, ki je zdaj največ vratnic, danes bi bil zagotovo zmagovalec. Pa dobro, to je en spektakl danes, ki se je pač prvič zgodil v Sloveniji in mislim, da se bo nadaljeval, kajti to je nekako speten zbor igralcev, da se pa zberemo iz cele Slovenije. Danes je to uspelo, bilo je zelo dobro, čestito bi zmagovalcu in mislim, da z veseljem sem udeležil naslednjega leta in upam, da bo še več ljudi, kajti danes mogoče malo vreme pokvarilo, ampak na koncu je to danes, ta prireditev izpadla zares fenomenalno. Nastja je tokrat zmagovalec, drugič bo predstavljal Slovenijo na svetovnem prvenstvu. Lani je bil 4., misliš, da lahko letos še više? Sigurno lahko, sigurno. Mislim, da je trenutno daleč spredaj v Sloveniji pred vsemi in tudi na svetu se lahko kosa s katerim koli in jaz mu želim obilo sreče in jaz mislim, da če bo tako nadaljeval, da je lahko najboljši na svetu. Hvala. Miha, najprej čestitke za dober nastop in uvrstitev v finale. Če bi danes tiste fante v živem židu vprašal, koga si se najbolj bali, si bil to zagotovo ti? Ja, hvala lepa prvo.
Ja, upam, da nisem koga mogoče rano ali poškodoval, ampak ne vem, streljali smo dobro, bilo je zanimivo in lepa prireditev. Kako sicer ocenjuješ to tekmovanje Free Kick Masters 2005? Ja, tako kot sem rekel, zelo lepo uspelo. Publika je prišla na svoje, ampak malo mraz je mogoče odgnal kakšnega gledalca, ampak mislim, da so uživali. Nastja bo letos ponovno naš predstavnik na svetovnem prvenstvu. Lani je bil 4., kaj misliš, lahko letos poseže še više? Nastja je izreden strelec prostih strelov in jaz mu želim, da tam zmaga. Hvala. Aleksander, čestitke danes za odlične obrambe. Zagotovo danes ni bilo lahko delo pri vseh teh velemojstrih. Ja, res je, najprej hvala lepa za čestitke. Zelo sem vesel, da sem se lahko sploh udeležil tega tekmovanja. Vse skupaj je potekalo res v izjemnem vzdušju. Sicer, če bi bilo danes malo lepše vreme, bi bilo tle po mojem še veliko več ljudi. Kar se tiče pa samih udarcev, res imamo nekaj mojstrov tle v Sloveniji in pa sploh Nastja Čeh je zasluženo zmagal. Res ima, jaz lahko povem, da ima res neverjeten prosti udarec, tako da je zasluženo zmagal. Dobro, kot najboljši slovenski vratar si mislim, da tudi v bobnu za nastop na finalu Free Kick Mastersa v Amsterdamu. Misliš, da si ti lahko nasmehne sreča? No ja, zakaj pa ne? Dobro, Nastja je danes zmagovalec. Kaj misliš, kaj lahko doseže v Amsterdamu? Lani je bil 4. Ja, po mojem mnenju bo še boljši. Ali bo 3., ali bo 2., ali bo pa 1., ker je res izjemno udari Fraštos, tako da res je dober. Hvala. Gospod Furman, najprej čestitke, prireditev je odlično uspela za mesto Ptuj in pa tudi nogometni klub Drava je to zagotovo veliko priznanje. Ja, poglejte, to je zagotovo eno od sporednih tekmovanj, ki jih organizira Mednarodna nogometna zveza in mislim, da je kljub mrzlemu vremenu pritegnilo na ptujski stadion obilico gledalcev okrog 1000. Ptujčani ste ponovno dokazali, da imate v svojem mestu odlične izvajalce prostih strelov, odlične nogometaše, kar 2 Čeha sta se uvrstila v finale. Pomeni to, da je Ptuj najbolj nogometno mesto v Sloveniji oziroma mesto z najboljšimi izvajalci prostih strelov? Ptuj je zmeraj bil nogometno mesto, vendar je v preteklosti v Ptuju obstajalo eno mnenje, ki so ga delili predvsem tisti, ki imajo na nek način možnost pomagati športu, da je Ptuj premajhen za prvoligaša. Seveda v tem nekem zadnjem obdobju se dokazuje nasprotno. Ptuj je zrel za prvoligaša in ga bo tudi imel v prihodnje. Pri županu smo danes že slišali idejo, da naj bi ta prireditev postala tradicionalna tukaj na Ptuju. Je res kaj na tem? Ja, se dogovarjamo z prireditelji in nosilci licenc, da bi to ostalo vsaj za neko resnejše obdobje na Ptuju. Torej, prireditev je odlično uspela, mesto Ptuj in organizatorji so zadovoljni, verjetno tudi vi kot lastnik licence. Lahko rečem, da za prvič je bilo dokaj dobro uspešno, sicer je bilo veliko dela. Malo časa smo imeli za pripravo, mislim pa, da smo v Ptuju dali en nov, dober, zanimiv športni dogodek in da bo, vsaj če je mesto sprejelo s tako mero kot zdaj, kar se je pokazalo, da je bilo veliko gledalcev na samem stadionu, mislim, da bo ta spektakel kar ostal na Ptuju. Gledalci so pokazali, da jih to zanima, zagotovo je to tekmovanje, ki ima v Sloveniji, lahko rečemo, svetla prihodnost. Jaz mislim, da ima morda je pika na i prav Nastin gol v Minsku, danes je zopet zmagal in v tem koncu Slovenije bo ta športna panoga, če temu rečemo tako, zagotovo dobila vedno več gledalcev. Nastja je torej zmagovalec, predstavljena bo na svetovnem prvenstvu, lani je bil 4., lahko letos upamo še na kaj više? Mislim, da Nastja je tako dober izvajalec, da v samem svetovnem vrhu, mislim, da bo dobro zastopal slovenske barve, kajti letos ne bo več nastopal kot igralec nogometnega kluba Briš, ampak kot predstavnik Slovenije. Jaz mu želim veliko sreče v njegovih kvalitetah, pa sploh nekaj zamisliti. Tudi na nogometni zvezi Ptuj ste zagotovo lahko zadovoljni s tem, kar ste danes videli tukaj na stadionu, veliko število ljudi in pa vrhunska prireditev. Ja, vsekakor se strinjam s to ugotovitvijo, ne? Tudi v medobčinski nogometni zvezi Ptuj imamo kar nekaj projektov za napredek nogometa na našem področju. Če ste videli, sami prenavljamo mestni stadion, imamo zelo dobro ekipo Drave, imamo dober Aluminij. Današnja tale prireditev pomeni nadaljno dobro delo na področju nogometa na našem področju. Kar boste zagotovo morali delati, glede na to, da ste imeli v finalu kar 2 predstavnika, to boste morali nekako vzdrževati.
Vsekakor, vidi se, da mi delamo na infrastrukturi, delamo na delu z mlajših in to se rezultira tudi na tem, da je naprimer zadnjo tekmo slovenske reprezentance tudi naš Ptujčan Nastja Čeh bil kapetan reprezentance. Glede na to, da je Nastja Ptujčan in da nas bo ponovno zastopal na svetovnem prvenstvu, verjetno ne dvomite v to, da bo prav Nastja zmagovalec. Ja, jaz upam, da bo, ne? Jaz upam, da bo. Mi pa imamo še mladi rod dobrih nogometašov, s katerimi se pri nas dobro dela in upamo, da bomo imeli tudi kakšne nove njegove naslednike. Free Kick Masters ponovno prihodnje leto tudi na Ptuju? Vse se delo na tem. Mislim, da danes je bil dober obisk. Vidi se, da na tem področju je interes za to, organizacijsko dobro pripravljeno. Ne vidim razloga, da ne bi bilo naslednje leto tudi pri nas. Naročili bomo le še lepše vreme. Točno tako. Če bi bilo več lepšega vremena, bi vsekakor bil mestni stadion natrpano poln. Pred domačimi navijači je Nastja tako visoko v zrak dvignil pokal namenjen zmagovalcu tekmovanja Free Kick Masters 2005. Noč nogometnih kraljev na Ptuju se je tako veličastno končala. Ptujčanom gredo vse pohvale za odlično organizacijo ter gostoljubje, ki smo ga bili deležni. In prepričan sem, da vas lahko, spoštovane gledalke in gledalci, že danes povabim na Noč nogometnih kraljev Ptuj 2006.